Lepo pozdravljeni, dobrodošli v četrtem delu podcasta Duhovnik v poslu. Jaz sem Marko, z mano je duhovnik Janez. Živijo, Janez. Živijo, Marko. Hvala ti, ker lahko nadaljujeva pogovor o tem, kakšne vrste služba je duhovništvo. Danes se bova navezala na iztočnico 1. maja, ki ni le cerkveni praznik, je mednarodni dan delavcev. V katoliški cerkvi pa ta dan že od leta 1955 obhajamo god svetega Jožefa delavca. On je bil po poklicu tesar, tudi Jezusa je uvajal v ta poklic, Sveto pismo to na 2 mestih tudi omenja. Torej, bil je človek, ki si je svojim lastnim delom služil kruh, vzdrževal družino, vzdrževal Jezusa, Marijo. Skratka, vsekakor to in praznik, ki v spredje postavlja delavca, pomen dela, skratka to vrednoti. In tvoj poklic je duhovništvo. Omenil bi tudi, da se bo tokrat dotaknila tudi vprašanja denarja in prihodkov duhovnika, ampak bi začela na drugem koncu. V bistvu bi začela, kdaj v zgodovini se pojavi duhovniški poklic, tako, pač kdaj ta posel obstaja. Tako. Lahko tudi širše, ne samo v katoliški cerkvi, to mi je razumljivo, pač začetkom cerkve, pač duhovniki, apostoli. Po mojem je najbolj, da rečem, v bibličnem kontekstu. Pojavil se takrat, ko Mojzes pride prvič z gore in vidi, da je ljudstvo zablodilo, da ne časti več edinega Boga. Takrat se splošno duhovništvo izraelskega naroda konča in se začne levitsko duhovništvo, kar pomeni, da Levi in njegovi sinovi ne postanejo profesionalni duhovniki. In to se kasneje razvije v levitsko tempelsko duhovništvo znotraj izraelskega ljudstva, kjer imamo torej različne tipe duhovništva. Imamo na eni strani velike duhovnike, na drugi strani imamo še vedno kljub vsemu ljudstvo, ki je duhovniško ljudstvo, ker vsi darujejo daritve Gospodu. Na sred, pod narekovaji, imamo pa preko to običajno, navadno duhovništvo, ki je vezano ki je službeno, ni pa vezano na izbiro posameznika, temveč je vezano na pripadnost rodu, levijemu rodu. In to trojno duhovništvo je potem temelj za način, kako se znotraj cerkve po Jezusovem vstajenju in na nebohodu oblikuje tudi to, kar danes v cerkvi še vedno pač se nadaljuje, to je službeno duhovništvo, ki potem tako ni več vezano na pripadnost nekemu rodu, ampak je vezano na pripadnost duhovniški družini, duhovniškemu združenju, bomo rekli. Imamo tudi 3-stopenjsko duhovništvo, imamo velike duhovnike, škofe, imamo duhovnike, službene duhovnike, kar bi bil jaz, in potem imamo duhovniško ljudstvo, ki so vsi krščeni, to ste vi, mislim, tisti, ki so krščeni, zato ker vsi krščeni darujejo molitve in daritve, duhovne daritve, Gospodu. Tako da, po eni strani biblično duhovništvo torej, se razvije z Izraelom, z judovskim ljudstvom, s tem velikim fenomenom izvolitve in izbire Boga izraelskega ljudstva. V cerkvi se pa začne takoj z apostoli in njihovimi nasledniki ter njihovimi pomočniki. Tu imamo tako v evangelijih kot v apostolskih delih oziroma na nekaterih drugih mestih Nove zaveze tudi bolj ali manj odvisno od mesta zaznamovano ali pa tudi teološko podkrepljeno. Zdaj, če se ne motim, Sveto pismo omenja tudi enega duhovnika Melkizedeka, ki pa je bil že pred tem Mojzesovim časom in pred tem levim rodom. A to drži? To drži, zato ker imamo razen Izraela kot duhovniškega ljudstva, kar je v bistvu temeljno duhovništvo, tudi to duhovništvo je pred levitskim duhovništvom, se pravi ob izvolitvi je najprej levitsko duhovništvo, Svet pisem pa bežno omenja Melkizedeka, ki je bil hkrati kralj in duhovnik. In je bil kralj Salema, se pravi, bil je kralj Jeruzalema, ker Salem je torej to ime izhaja iz korena za besedo mir,
kot tudi ime Jeruzalem, kar Jeruzalem pomeni. Se pravi, on je bil tam kralj in duhovnik in je to na neke vrste starozavezno predlevitsko je model za lik duhovnika, po katerem so vsi očaki upodobljeni in seveda Jezus sam, ki v končni fazi v Jeruzalemu opravi tisto daritev, ki je temelj vseh daritev nove zaveze, to je podaritev svojega telesa v smrt na križu, ki je bila hotena, ne, in z tega vidika odrešilna. Kako pa je v katoliški cerkvi s tem poklicom duhovništva? Je to več ali manj skozi isti poklic že, ali se je kaj, tako bom rekel, so kakšne bile velike spremembe v teku 2000 letij glede vašega poklica? Odvisno z katerega vidika. Z vidika recimo obleke ali pa in drugih stvari, načina življenja in načina opravljanja službe, se pravi duhovniškega vsakdana so se stvari spreminjale. Kar se tiče obveznega celibata, so se stvari spreminjale. Bil je čas v cerkvi, ko je bil celibat obvezen, bil je čas v cerkvi, ko duhovniški celibat, mislim, ni bil obvezen in je čas še vedno v nekaterih katoliških cerkvah, ko celibat še vedno ni obvezen. Recimo, tu so variabilne, verjetno so še druge, ampak tako samo kakšen primer da dam. Medtem ko jedro duhovniške službe, to je opravljanje evharistije, ne, in podeljevanje drugih zakramentov, tu se pa ni spreminjalo. Mi imamo že od najzgodnejših cerkvenih očetov zapise, dokumente, ki govorijo o tem, kako je maša potekala in je jasno, da so osnovne 4 deli maše že bili v apostolski dobi. Se pravi, že v 2. stoletju imamo dokument, kako je maša, ki ji predseduje prezbiter, to je duhovnik, ne, potekala na totalno isti način kot danes, je imela iste sestavne dele. V tem smislu duhovniška služba ni doživela velike spremembe tekom 2000 let. Ampak tu samo v smislu obhajanja maše. Zdaj, kako pa, zdaj si omenil tele mašne dele in tako naprej, kaj vse duhovnik je v osnovi vedno isto stvar delal. Kako pa je, recimo, kako je s pripravo na ta poklic, kako je z izobrazbo, kje jo pridobiš to izobrazbo, kje se izobraziš, da si duhovnik, kjer je, ne vem, te skillse, veščine in tako naprej je nujno imeti, kjer je priporočljivo gledano danes, recimo tako zate konkretno, kje si se izobrazil, kaj je za duhovnika v današnjem času dobro, kjer je veščine mora imeti, da dobro upravlja danes svoj poklic. Ja, danes velja, da vsak kandidat za duhovništvo mora najprej diplomirati na univerzi, ki je od Svetega sedeža priznana kot katoliška teološka univerza, in s to diplomo ima, rekel, prvi pogoj, kar se izobrazbe tiče, za posvečenje, ne, se pravi za trenutek, ko nekdo postane duhovnik. Teološki študij pač pri nas ga imamo v Ljubljani, včasih je bil v Mariboru in Ljubljani, vse niti ne vem, kako je, ampak vsekakor pride, mislim, že pač zaenkrat je samo v Ljubljani, no, pa še tu je bolj tako, ne, ker je tukaj malo kandidatov. Teološka fakulteta je članica Ljubljanske univerze in torej od države financirana ustanova. Vključuje izobraževanje bodočih, torej duhovniških kandidatov in tudi drugih, ki želijo ta isti študij opraviti in so taki laiki, se pravi tisti, ki doštudirajo to isto stvar, pa niso posvečeni duhovnika. Ta študij vključuje pač, v srcu je študij Svetega pisma, ne, se pravi vse, kar je povezano s tem pismom, stare, nove zaveze in tako naprej. Potem je cela dogmatika, ne, se pravi vprašanje vsebine verovanja, kot ga imamo razodetega v Svetem pismu in izročilu cerkve, študij cerkve, zgodovinski in, rekel, duhovni vidik. Pa so pa še kar nekatere, no, včasih za moj okus kar malo preveč množične pomožne vede, oziroma pomožne mogoče pod narekovaji, no, vse, kar je, rekel, human science, ne, teh pač psihologija, sociologija, religije in tako naprej, ali pa oseb.
Tu so pa potem še te dodatne, rekel, skillsi, ki jih že tekom študija pač pridobiš, v smislu poznavanja človeške psihologije, v smislu razvojne psihologije, v smislu odnosov, v smislu ranjenosti, v smislu, no, tako pač teh zadev. Potem pa tisti, ki smo bili duhovniški kandidati, poleg rednega študija do diplomskega, ne, smo imeli še izven tega, no, smo imeli še dodatno nek trening za tisto, kar je specifično duhovniškega opravila, ne, se pravi, kako se mašuje, potem smo imeli en trening, jaz sem imel en precej dolg in zelo dober trening glede spovedovanja, kakšne pristopi in kakšna reakcija glede spovedovanja in tako naprej. Pa so pa še, tako kar se skillsov tiče, gotovo, ne, vsak duhovnik ni samo pri maši, ne, ni samo, rekel, pri duhovnem, ampak je tudi v vsakdanjem življenju in je soočen, razen tega, da si soočen pač z vsakdanjem življenjem v smislu čiščenja in kuhanja in pranja, ne, si soočen tudi z medčloveškimi odnosi, ker moraš včasih predsedovati sestanku, recimo, ali pa imaš nek svet, ki ga eventualno vodiš in tako naprej. Imaš torej, ne, preko en nabor skillsov, kjer ja, do neke mere imaš, ne, na teologiji tudi trening, ne pa glih. Mislim, imamo pa potem še, to se reče, ko enkrat že nastopiš službo, bomo rekli, si vajenec, no, tako 5 let, prvih 5 let posvečenja si po definiciji vajenec, kar pomeni, da si nujno v družbi še enega drugega duhovnika in če si na župniji kaplan, kar pomeni, da s svojim nadrejenim župnikom, ne, da delaš neke osnovne stvari in se učiš 5 let tega vajeniškega obdobja, bomo rekli. Tekom 5 let opravljaš in preverjanja in dodatno izobraževanja, kar pomeni, da imamo tudi permanentno izobraževanje. Tako pri mladih duhovnikih, no, kot se imenujejo tisti, ki so v prvi 5-letki, kot tudi pol kasneje permanentno izobraževanje duhovnikov sploh. No, tako. Imate kakšen strokovni izpit po koncu tega vajeniškega obdobja? Prav strokovni izpit ne, v smislu, tako kot je strokovni izpit, mislim, tako kot ga približno poznam v šolstvu ali pa tako nimamo ne vem, ZUP-a ali pa ne vem, česa za narediti. Pač pa imaš neke korake preverjanja, tako, ampak ti koraki preverjanja so dosti bolj usmerjeni v eno spremljanje posameznika, v neko dobrohotno spremljanje posameznika, kot v obvladanje nekih mas veden, ne, tako, ali zakonskih, ali kakšnih drugih. No, tako. Gremo na naslednjo vprašanje, mogoče poveš, kako izgleda trening maše, ker pač tako maša je le neko bogoslužje, ima ta svečan svet, navdih, resnosti in tako naprej, a ne, ene previdnosti, občutljivosti. Kako izgleda pa trening tega? Tako mogoče, če to... Je kako čisto preprosto, tako da smo eno mašo odigrali, ne, tukaj pa tukrat, ne, vsak od nas, ki smo bili pač ena in ista generacija, vsak od nas je dobil nekatere primere, imaš recimo eno čisto tako, ne vem, tedensko preprosto hitro mašo, imaš eno bolj slovesno mašo in tako naprej, in smo jo odigrali, kar pomeni, da smo vse naredili kot je, postavili smo si oltar, vzeli kelih, pateno, vso opremo, ne, liturgično, ki jo en duhovnik pri maši potrebuje, smo uporabili, vključno z obleko, ampak ker nismo bili posvečeni duhovniki, tisto, kar smo mi tam počeli, je bilo v besedah čisto prava maša, so bile enake besede, kot bi bile izrečene pri maši, medtem ko ker pač nismo bili posvečeni, nismo imeli moči posvečevanja hostije in vina v Jezusovo telo in kri, kar pomeni, da tu v končni fazi ni bila maša. Pač, no. Ja, imaš prav, bogoslužje vsebuje pač ta sveti moment slovesnosti in tudi skrivnostnosti, presežnega. Po drugi strani pa vsebuje tudi rokodelski vidik, ki se ga pač moraš naučiti in druge variante ni, kot da ga sprobaš pač, ne.
No, ko si omenil ta rokodelski vidik, ko si omenil, kakšno je tako razmerje ročnega fizičnega dela napram umskega, intelektualnega v duhovniškem smislu? Pač 1. maj je tako zelo izrazito tak praznik, Jožef je bil tesar, recimo 1. maj praznik delavstva, delavcev, ne? Bolj tako fizično delo pride asociacija naprej. Kako je pa duhovniško delo? Je to bolj fizično, rokodelsko, bolj intelektualno in tako naprej? Kakšen je ta proporc mogoče? Jaz mislim, po eni strani je tako, po večini je vseeno duhovniško delo osredotočeno na intelektualni del, je pa res po drugi strani, da vsak duhovnik ima tudi nek svoj lasten karakter in potem to razmerje malo dozira po svoji lastni potrebi ali pa volji pač, no. So eni, ki jim, mislim tako, rekel, ne zaradi tega, so duhovniki, ampak so pač možje in bolj ustreza več rokodelstva kot drugmu, ne. So eni, ki jim ustreza, da imajo vrt, drugi, ki jim ustreza, da imajo psa in tako naprej pač, ne. Je mogoče to razlog, da mnogim duhovnikom ustreza tako gradbeni projekti in tako naprej? Ja, veš kaj, jaz mislim, da ta scena z gradnjo in ta zgodba z gradnjo ni tako usmerjena v to, kar nekomu ustreza, kot bolj izhaja iz dejstva, da smo duhovniki oziroma da so župniki, no, čisto preprosto potisnjeni v kot in primorani se ukvarjati z gradbeništvom, ker po eni strani so moralno zavezani k temu, ker tudi obljubimo, da bomo skrbeli za dobro cerkve in naše cerkve so pač naše dobro. In poleg tega so te naše cerkve po veliki večini spomeniško zavarovane in so naša kulturna dediščina in pač je tako, da država mega zavaruje in postavi zelo visoke standarde, ki se jih mora spoštovati. Po drugi strani pa izvedbeni del absolutno v celoti prepusti župniku. Kar pomeni, da nimaš veliko druge izbire, kot je ta, da pač župnija mora skrbeti za tisto dediščino, ki jo ima in to dela tudi z veseljem, vsaj v absolutni veliki večini. In si kot župnik pač primoran, da se tudi ukvarja z gradbeništvom. Je pa res, da tudi tle so različni pristopi. Pač, ne. Jaz, kar sem bil župnik, sem se tudi mogel nekaj ukvarjati z gradbeništvom, pa mi to ni nekaj blazno dišalno, moram reči, nisem se čutil poklican ali pa kot riba v vod v tistem gradbeništvu, ampak pač moraš pa narediti. Ampak zmeri se da tudi, ukolikor ti je to breme, kar recimo meni je še kar bilo, se zmeraj dobi pomoč pa tako. Ja, pa je mogoče, zdaj hvala, ker si to pojasnil, ne, ta vidik, ker včasih je pač pride naprej ta kritika, da mogoče je to kot nek beg pred pastoralo oziroma tako, da se potem je na ta račun gradbenih projektov in obnov in varovanja dediščine zanemarjalo pastoralni vidik. A je to mogoče krivično mnenje, a je to krivično mnenje ali je tudi kaj res na tem? Kaj je tvoje mnenje? Jaz mislim, da je oboje res. Do neke mere je to krivično bi bilo, kolikor bi to posplošeno vse duhovnike, nekaj je pa res, ker so taki primeri. Pač jaz mislim, da tu ni nič pretirano reči, ne. Tako, jaz sem prepričan, da oziroma imam izkušnjo, osebno izkušnjo, da sem vsekakor jaz tako doživel, da dotični duhovnik ob teh mnogoštevilnih gradbenih projektih dejansko je iskal beg iz odnosov, pač, ker je vseeno lažje, ne, se lotiti obnove tal, obnove fasade ali pa česarkoli že, vsekakor česarkoli gradbenega, kot vstopati v odnose, ki so po eni strani naporni ali pa včasih konfliktni. Tako da, ja, en vidik je pa gotovo ta skušnjava, ki je še toliko večja za može in to je, da pokažeš, kaj si naredil, pač, ne. Tu pa imamo, se mi zdi, svojo to moško potrebo, ne. Vsekakor imamo možje bistveno več te potrebe, da pokažeš svoje rezultate, da pokažeš, kaj si v svojem življenju naredil in če ti obnoviš cerkev, ti je to zelo lahko pokazati, ne, pač ti si obnovil tu pa tukaj cerkva in ljudstvo to godi po veliki večini.
in ti tudi poje hvalnico v končni fazi, ne, vse do pogreba. Po drugi strani pa je tu skušnjava z enega duhovnika, ne, ukolikor meni, da bo to njegovo zadoščenje, ne, če bo pokazal, ne vem, tukaj obnovljenih cerkva, ali pa župni, ali pa župnišč in tako naprej. Pa dobro, to je lahko kot skušnjava, ne pravim, da je tu temeljna motivacija večine duhovnikov. Jaz mislim, da ne. Kje pa je tvoje zadoščenje, Janez? Kaj je tvoje najljubše duhovniško opravilo? Kje čutiš tisto izpolnitev? Moje največje zadoščenje je svoboden človek, ki stoji pred mano. Tako, se pravi, da ne vlagam v zidove, temveč v osvoboditev človeka, ki stoji pred mano. Tu se pa zgodi recimo pri spovedi, pri mnogih pogovorih, pri molitvah, ki jih včasih predlagaš ljudem, ki se niti mogoče ne zavedajo, ali pa ki jim predlagaš, da bi odpustili, ki jim predlagaš, da bi podelili odpuščanje, ki jim predlagaš, da bi se odpovedali stvarem in tako naprej. In vse to vodi v večjo osvoboditev in ko imaš tazga človeka pred sabo, včasih ali pa mnogokrat v solzah, in vidiš, da je doživel spremembo, da se je spreobrnil in to v bistveno bolj svobodnega človeka. To je za mene duhovnika blazna zadoščenje. Super. Dajva naprej na malo bolj delavske teme, torej 1. maja, duhovniški stan. Kako se duhovniki povezujete? Imate sindikat? A je štrajk, tako če je treba? Ja, pravi štrajk, po mojem, da ne, in tudi pravega sindikata nimamo, tako v civilnem smislu. Saj ne bi vedel, no. Imamo pa svoje združenje, ampak to ni v civilnem pravnem smislu, civilno-pravnem smislu, ampak v našem internem, oziroma ne vem, če je to prav zakonik cerkvenega prava, vsekakor imamo pač svoje statute in tako, pač imamo svoje duhovniško združenje, ki se imenuje kongregacija, katere člani smo vsi, ampak ta ne štrajka, no, tako. Je pa res, da mislim, da so se o tem že enkrat pogovarjali, pač te naravne človeške tendence, pa jasno, da tudi med nami pridejo na dan, in v tem primeru, če rečemo, v primeru naravni dela, pridejo na dan med odgovornim, med šefom in podrejenimi pač, ne. Zdaj, ne v obliki štrajka, so pa druge oblike, ki so pač manj formalne, bi rekel, ne. Torej lahko urejate te svoje odnose in situacije z nadrejenimi, se da to brez nekih takih pretiranih vzvodov, ki so že kar skrajni, ne? Jaz mislim, da je to stalna praksa, ja. Itak imamo, bi rekel, na neki škofijski ravni imamo tukaj institucij, raznih svetov ali pa pač kakorkoli, no, ki so raznovrstni in se mi zdi, da je zelo dobro predvideno za vsako raven, kjer pride do konfliktov, kjer pride do vprašanj, kjer pride do potrebe po razmisleku, po razločevanju, po preprostem bratskem, bi rekel, biti skupaj in tako naprej. Vsaka ta raven ima neko predvideno mesto, kjer lahko tu živiš ali pa se skašljaš pač, ja. Torej, če ni te potrebe po štrajku, si zadovoljen s svojo plačo, Janez? Kakšna je pravzaprav duhovniška plača? S čim si ustvarite prihodke? Od kje pridejo? Ja, v Sloveniji je duhovniške plače ni. Ni take stvari, kot je duhovniška plača, in ni take stvari, kot je duhovniški stan oziroma duhovniški poklic. Za FURS duhovnik ne obstaja, torej smo izven vseh kategorij in smo tako rekoč na ravni neobstoječih pač, no, tako, ja. Ne obstajamo. Pač pa Slovenska škofovska konferenca vsako leto z državo sklene dogovor o tem,
koliko je neko uravnilovko, no, sklenejo, se pravi, koliko je normalni letni prihodek za nekega duhovnika. Pač, ne. To so v bistvu že omenjali v prvem podcastu, ne? Aha, ok, ja. A tu Ja, ampak s čim pa v bistvu pol ustvariš prihodek? Od česa živiš? Mislim, tako, ker nek denar vendarle imaš, ne? Kako? Nek denar vendarle imaš, a ne? Ja. In je tudi se lahko definira, ki je tudi malo variabilen, no, ampak vsekakor ves denar pride od darov. Od darovi se pa delijo na dve vrsti. So tisti, ki so pričakovani, tu so tisti, ki se dobijo na pogrebu. Pogreb ima svojo ceno, 50 evrov, če jaz pogreb imam, dobim 50 evrov. 50 evrov je mojih. Ne? Je pa res, da teh 50 evrov nima statusa plače in torej za teh 50 evrov ne moramo izdati računa, ker če hočeš izdati račun, mora država predvideti neko formalno obliko tistega, ki račun izdaja. Duhovnik pa to ni in torej ne more izdati računa. Druge vrste prihodki so pa darovi, ki so popolnoma off the record in so samo priporočeni dar. Priporočeni pa zaradi tega, ker se približno ve, da če bi vsak se držal tega priporočila, potem bi imel en duhovnik v enem mesecu glih približno tukaj, da preživi en mesec. Ne. Ti darovi so pa dar za krst, za poroko in za mašo. Najbolj pogost vir prihodka za duhovnika je torej maša, ki jo ima enkrat na dan, ukolikor jo ima večkrat tistega daru 20 evrov ne dobi, ampak ga odda škofu, škofijo, kar pomeni, da duhovnik dobi, če vzamemo v povprečju, da ima mesec 30 dni, pa 20 evrov na dan, je tu 600 evrov zagotovljenih. No, tukaj mi dobimo. Je pa res, da si od teh 600 evrov, oziroma ne, če si župnik, moram še 4 nedelje odšteti, ker na nedeljo ne vzameš daru, ampak zastonj mešuješ, kar pomeni, da je 600 minus 4, kako gre to? 4 krat 20 je 80, torej 520. No, tako, ja. 80 evrov, 4 nedelje, ki mešuješ, pač niso plačane. No, 520 evrov je župnikov standardni prihodek, od tega pa še dodatno odšteješ tisto, kar je, tu se pa skozi malo spreminja, no, nekaj je treba svoje zavarovanje dodatno, si moramo iz svojega žepa plačevati od teh 520 evrov, zato da smo sploh zavarovani. Nekaj moramo plačati, nekaj plačujemo v solidarnostni sklad tega istega duhovniškega združenja, ukolikor pride do situacije, ko je nek duhovnik v potrebi, tako da prideš približno na približno 450, 470 evrov, kaj takega. To bi bil standardni prihodek, pa imaš pa 2-3 pogrebe v mesecu še dodatno, no, tako da ti da to še nekaj zraven. Lahko se zgodi, da ti tudi kakšen dober človek da en dar kar tako, no, tudi tu obstaja, ne, se pravi, da neka družina pozna situacijo nekega župnika in reče, lej, tu ti pa damo zate. Ampak to so izključno vse darovi, od pogreba do enega tazga čist zamingradije, ki potem grejo v nek osebni župnikov prihodek. No, tako. Pa je ta prihodek, zdaj tako, ko si opisal, se mi zdi, kot da je vezan na nek način na storilnost oziroma na upravljeno storitev. Kaj pa, če tega naročnika oziroma tega darovalca daru za mašo ni, recimo? Kako je pol prideš do 450? Ja, v Sloveniji je tu, pač tak sistem imamo in tvoje opazovanje se mi zdi kar pravo, no. Pač tehnično gledano, če duhovnik ne mašuje, tistih 200 evrov ne more dobiti, si jih ne more izplačati. Kar pomeni, da če jaz pridem v neko situacijo, ko iz različnih razlogov ne morem maševati, potem sem brez dohodka, pač, no, tako, ker dohodek imam od maše. Je pa res, da pa v tem primeru pač breme prevzame škofija, kot bi ga tudi prevzela, če si ostarel in moraš iti v dom za ostarele, ali pa v dom za ostarele, ker niti več maševati ne moreš, ne, potem to breme prevzame škof, jasno da.
Je pa res, da smo v svojem, rekel, financiranju odvisni od storilnosti, kar je pač značilno za delavca in za njegovo plačilo itak. So pa to darovalci pač ljudje, ne, ki darujejo za mašo. Tisti, ki so na župniji oziroma drugi, ki te poznajo, tako. Aha. Torej, denar prihaja od ljudi, ki pridejo do župnika in prosijo, da se daruje maša. In da ta Točno tako, ja. Okay. Tako da ta kroženje je v bistvu od ljudi k duhovniku, ja. Okay. Ki je za ljudi, ne, tako, točno to je. Tako. 4-krat v mesecu pa gre to na škofijo, si omenil, ali kako? Ja, zaradi tega, ker župnik nedeljske maše ne dobi plačane, temveč jo mašuje zastonj. Ja. Omenil si tudi prej permanentno izobraževanje in tole vaše združenje, ki ga imate. Torej, je to neke vrste, če ni to sindikat, je to pol kot neke vrste strokovno združenje? Rad bi usmeril na to, kako izmenjujete izkušnje, ta permanentno vseživljenjsko učenje, kje imate kakšna srečanja z izmenjavo dobrih praks, srečanja v smislu dodatnega usposabljanja in nadgrajevanja teh kompetenc, ne toliko v smislu tiste krizmene maše, ki smo omenjali na Veliki četrtek, ko bolj praznično srečanje, ne. Imate kakšne take, ne vem, team buildinge, izobraževanja, tako, kje imate te možnosti, da v svojem poslu napredujete strokovno, osebnostno, kot kolektiv, tako, nekaj teh istočnic sem ti zdaj natresel. Ko sem bil še mlad duhovnik, se pravi mojih prvih let duhovništva, smo imeli tega kar dost in so bili zelo posrečena srečanja, tako bolj intenzivna, ki so trajala tudi več dni in vsake, ne vem točno, kako je že bilo, vsak drug let ali kako je že, smo imeli to vrstno srečanje povezano tudi z nekim obiskom tuje države. Bili smo v Rimu, mislim, tako pač nekam smo šli na strokovno ekskurzijo, ki smo jo potem takem pač imeli, povezali tudi z druženjem, ne, ker je bil to skoraj cel teden in je bil izredno fajn. Skratka, za prvih 5 let je tu bolj intenzivno, potem odkar pa nisi več, potem ko pa nisi več mladi duhovnik, imaš pa po eni strani imamo redna mesečna srečanja, ki so po tistem, kar imenujemo dekanije, tu bi bile neke vrste regije, se pravi več župnikov skupaj, recimo enih 6, 7, 8, 9, 10 župnikov neke regije pride skup vsak mesec, redno. In to je ena taka ustaljena praksa, to je samo za en dan. To srečanje je neka mešanca med bolj tehnikalijami, potem so srečanja, da se pač srečamo, skupaj molimo, skupaj imamo kosilo recimo in raznimi izobraževanji. Potem sta pa na letni ravni sta pa 2 močnejša trenutka, en je 2 simpozija, en je teološki simpozij, ki je malo krajši in je bolj namenjen malo bolj teoretičnemu delu, ne, se pravi teološkemu delu, ne, kjer obravnavajo razne tematike, so bolj biblične, teološke. Potem drugi simpozij je pa katehetski simpozij, ki je pa namenjen formaciji, pač katehetski formaciji ali pa pedagoški formaciji, zaradi tega, ker je kateheza v tako veliki meri prisotna v našem življenju in našem delu tudi. No, tako, se pravi, kateheza bi bila, jaz bi to poimenoval poučevanje o veri, ne, in uvajanje v vero različnih pač skupin. Eno je verouk, kjer so otroci, potem imaš mladino, mladinsko katehezo, potem imaš katehezo za odrasle, družine, pare in tako naprej. Ja. Kaj v smislu kakšnega team buildinga, tako da krepite, bomo rekel, pripadnost, zaupanje, sodelovanje? Temeljno se to zgodi na teh mesečnih srečanjih po dekanijah, po regijah, ja. Ki je vsekakor tudi temu namenjeno in so ta srečanja dejansko zelo luštna, ker so zmeraj znotraj zaprtega tipa, no, zmeraj smo samo tisti, ki smo na določenem teritoriju in se zelo pogosto precej dobro poznaš po tem takem. In seveda, to so delovna srečanja, ampak veliko je pa trenutkov tudi, rekel, team buildinga, ki so pač namenjeni ali spontano ali pa prav zares, no. Enkrat na let namreč to srečanje pol poteka
več dni, ponovadi je to junija, ko se verouk konča, pa je bistveno manj aktivnosti in tako. Potem junija si marsikatera ta regija, dekanija, prvoč tudi kakšno romanje 3-4 dnevno. Aha. Zdaj, časa sem ti, mislim, da že dovolj vzel v tvojem, bom rekel, delovnem dnevu. Če pa še utegneš, bi te za na konec izzval z vprašanjem, kje ti ocenjuješ, tako čisto tvoje mnenje, da bi mogli duhovniki v tem strokovnem smislu, v smislu kompetenc narediti več. Tako, kje je tisto, ki bi najbolj lahko napredovali? Z druge strani, kje ste šibki, kje morate postati močnejši? Ja, jaz mislim, da sta ključni dve področji. Prva je kompatibilno oznanjevanje tega, kar je Jezusov evangelij v današnjem svetu. Namreč zdi se mi, da se je pod narekovaj katoliška Slovenija tako močno spremenila in postala tako očitno pač še ena od navadnih evropskih držav, kjer katoliškost sploh ni več že davno sestavni del naše, splošne kulture. In torej, da bi bili bolj kompatibilni s sodobno kulturo in da bi vedeli za boljše načine, za več načinov, kako v osnovi Jezusa, ki je največja novica te naše zgodovine, bolj prepričljivo podati. To je ena kompetenca. Kompetenca, ja. Ja. Druga kompetenca se mi pa zdi, torej to bi bilo v odnosu do tistih ljudi, ki nimajo nič s cerkvijo, so do nje zadržani, so do nje celo nastrojeni, ali pa čisto preprosto nimajo mnenja. Teh je po mojem še največ, ki se jim zdi, da ta cerkev preprosto ni relevantna. Na drugi strani so pa kompetence proti tistim, ki pa so v cerkvi in ki si želijo, da bi bolj spoznali to, kar je temeljno Jezusovo, to, kar je temeljni Jezusov dogodek, temeljno krščansko oznanilo o tem, da je Jezus umrl in vstal od mrtvih in nam podaril Svetega Duha. Torej, da bi znali na kompetenten način tem ljudem, ki iščejo več duhovnosti, ki iščejo konkretnejše korake naprej, znali pravilno svetovati, jih znali spremljati na tak način, da bi šli potem na globoko in da ne bi bili pri tem ovira. Janez, hvala ti za današnji pogovor. Tukaj bi ta pogovor sklenila. Ti želim, da bi dobro strokovno napredoval v duhovništvu. Super je, da imamo tazga dobrega duhovnika, da nam takole pojasniš takele stvari, kako pravzaprav delate, kako poslujete, če tako rečem. Tako da hvala za danes. Z veseljem. Pa se vidiva naslednjič. Mislim, da vsaj še enkrat. Vsaj še enkrat, ja. Hvala lepa. Živijo. Živijo.